Prenova pravopisnih pravil v okviru pravopisne komisije poteka pod okriljem dveh ustanov, in sicer SAZU ter ZRC SAZU. Do sedaj smo pripravili predloge 4 prenovljenih pravopisnih poglavij, to so pisna znamenja, krešave, velika in mala začetnica ter prevzemanje. Hkrati pa nastaja tudi rastoči pravopisni slovar, o katerem več v nadaljevanju. Delo poteka tako, da se v posameznih prenovljenih pravopisnih členih sproti pripravljajo pripadajoče slovarske redakcije. Trenutno, na primer, v poglavju o veliki in mali začetnici nastajajo tematski sklopi prebivalska imena, nagrade, prazniki in podobno. Prenovljena pravopisna pravila so zaenkrat še interne narave, načrtujemo pa postopno objavo njihovih utemeljitev. Vez med prenovo pravopisnih pravil in pripadajočimi slovarskimi sestavki pa predstavlja e-zbirka pravopisne kategorije, problemski sklopi e-pravopisa, ki vsebuje utemeljitve vsebinskih slovarskih rešitev. Zbirka po tematskih sklopih, ki so v slovarju že objavljeni, prinaša komentarje novosti in sprememb v kodifikaciji. Teh sklopov je trenutno 31, na primer domišljijska, religijska, mitološka imena, imena v prenesenem pomenu, imena s predimki, okrajšave, grške črke in druge. Ob letošnjem prirastku jih bo dodano še nekaj, na primer imena nagrad, imena plemen in njihovih pripadnikov ter pripadajoči pridevniki naski, stalne besedne zveze z izlastnoimenskimi pridevniki tipa Potemkinova vas in druge. Vsak sklop prinaša 4 vrste podatkov, in sicer o obsegu in notranji raznolikosti geslovnika posameznega tematskega sklopa, o novostih pri redigiranju in v kodifikaciji, sklicna pravila v slovenskem pravopisu 2001 ter datum zadnje spremembe. Zdaj pa še nekaj besed o rastočem slovarju. Izraz je res nov, uvedli smo ga ob tem portalu Fran, saj se vsako leto na portal Fran dodajo novi slovarski sestavki, zato se slovar tudi imenuje rastoči slovar. Torej, pri pripravi predloga novega pravopisnega slovarja se nam je zdelo pomembno, da presežemo tiste vrzeli, ki so označili pravopisne slovarje druge polovice 20. stoletja, ki po sili razmer niso bili primarno osredinjeni na normativne zadrege uporabnikov jezika in tudi niso primarno izhajali iz gradiva pripravljenega oziroma relevantnega za pravopis. Temveč so najprej nadomeščali vrzel, slovarsko vrzel, torej pomanjkanje enojezičnega razlagalnega slovarja, nato pa so se, to velja zlasti za zadnji pravopis, na tak slovar gradivsko preveč naslonili. Pri novem pravopisnem slovarju želimo pozornost preusmeriti na tiste jezikovne enote, pri katerih imajo uporabniki težave. Če sodelavci pri novem SSKJ iščejo v gradivu najbolj tipične in pomensko razlikovalne enote, se pri pravopisu trudimo poiskati mesta, torej, ki povzročajo zadrege. Ne zanima nas, da je recimo pomensko pomemben zgled speči biftek, če vzamemo za primer geslo biftek, ker ugotavljamo, da imajo ljudje precej težav pri zapisu tatarski biftek. Eni ga pišejo z malo, drugi z veliko, potem celo smo zasledili precej zapisov tartarski biftek in potem je seveda danes tudi vprašanje, kako sklanjati biftka ali bifteka. Podobno pri besedi vozel ne analiziramo, kakšni so čustveni vozli ali kako vozel, da ga lahko razvežemo, zavežemo. Zanima nas pa, kako zapišemo vincorski vozel ali pa kako pišejo alpinisti prusikov vozel, z malo ali z veliko začetnico. Pa tudi vozel kot merska enota, na primer ladja pluje s hitrostjo 12 vozlov in ne vozljev, kot pod vplivom lastnega imena vozel menijo mnogi. Vsak slovarski sestavek seveda sestoji iz univerzalnih podatkov o zapisu, izgovoru, naglasu, pregibanju, podatku o tem, kako tvorimo pridevnike in podobno. Poleg tega so tudi za pravopisni slovar specifični, na primer pojasnila glede lege besede v besedilu ali glede skladenjske vloge, torej ali se recimo neka okrajšava nahaja ob imenu, pred vejico, za vejico,
ali je beseda v nekem položaju izjemoma nesklonljiva, kako se vede v zvezi, kako se vede ob števki. Tudi podatki o identifikaciji iztočnice izhajajo iz ubeseditve v pravilih. Če v pravopisnih pravilih govorimo o nagradi, potem je taka tudi identifikacija v slovarju. Trenutno v tem prvem zvezku, torej e-knjigi Rastočega slovarja, je obdelanih 2030 slovarskih ponazoritev pravil, večinoma lastnih imen. V tej jeseni pa bomo dodali še približno 600 novih redakcij. V nadaljevanju se zavedamo, da bomo res zaradi pereče kadrovske podhranjenosti morali zmanjšati število gradivskih ponazoritev posameznih pravil, bomo pa pač več pozornosti namenili pravilom samim.